Lepo pozdravljeni v imenu Grafenauer založbe, ki smo organizator tele debate, tega dogodka na knjižnem sejmu. Za samo tematiko debate skrbi in strahovi pri otrocih smo se odločili, ker imamo novo izdano slikanico o tej tematiki, ki je namenjena otrokom. V njej se na primerih in potem tudi splošno rešujejo neke stiske otrok in se mi zdi, da je to ena taka tema, o kateri se moramo pogovarjati, vendar ta debata zdaj ne bo predstavitev knjige, ne bo namenjena temu, da bi se o sami naši produkciji pogovarjali, ampak se nam je zdelo, da je zelo pomembno to za ta tema za starše, vzgojitelje, učitelje, da se jo izpostavi, da jo obravnavamo, posebej, ker imamo tako cenjena gosta, ki nam bosta marsikaj znala o tem povedati, se pravi o strahovih otrok, o tem, kako jih reševati. Več bi se mogli verjetno o tem pogovarjati, predvsem v tem času po covidnem, in druga področja so, s katerimi so otroci stalno bombardirani, tudi preko medijev, stiske zaradi, ne vem, raznih grozodejstev po svetu ali pa tudi individualnih reševanj samih konfliktov v skupinah. Starši se mi zdi, da so pa zelo mogoče nekateri, se niti ne znajdejo, kako bi reagirali, kaj mogoče opazijo ali pa niti ne opazijo tega pri otroku, kaj se mu dogaja, ampak mislim, da je treba v zametkih to reševati in ta debata je namenjena temu, da malo razkrijemo in razkrijemo, kako bi te težave odpravljali in kakšne sploh so. Sta pa se prijazno odzvala naša gosta, doktor Kristjan Lešnik-Mušek, psiholog in predavatelj, ga ni treba posebej predstavljati, verjamem, in magistrica Nina Mauch-Hrovat, ki je strokovnjakinja na področju predšolske vzgoje, vzgojiteljica, ravnateljica, tudi pisateljica in drugače kulturna delavka v gledališču, pa tako, zelo široka, in verjamem, da bo zelo zanimiv ta pogovor, da bomo izvedeli veliko novega. Po sami debati, ki bo trajala cirka 3/4 ure, pa sta se prijazno odzvala na naše povabilo na našo stojnico, ki je nekaj 10 metrov od tule v sosednji stekleni dvorani, takoj prva na desni je naša stojnica, tam vas čakata za kakšen individualni nasvet, kakšno vprašanje, karkoli bi imeli še nekaj časa, bosta na voljo pri nas. Tako da se veselimo vajine debate. Hvala lepa. Hvala lepa. Upam, da se dobro slišimo. Skratka, midva sva tu zato, da se pogovarjamo o strahovih in skrbeh otrok. Sliši se nekoliko nenavadno, predvsem zato, ker ves čas govorimo o brezskrbnem otroštvu. Zdaj pa midva bo pa zdaj govorila pravzaprav obratno o strahovih in skrbeh. Kaj vi mislite o tem, o brezskrbnem otroštvu? Ali je to, kar bom rekla, neka floskula? Jaz mislim, da v realnem življenju to ne obstaja. In ne. Jaz mislim zelo preprosto. Brezskrbnega življenja otrok ne more biti zaradi zelo preprostega razloga, ker nas je evolucija takšne naredila, kakršni smo. In če nas je evolucija milijone pa milijone let pripravljala takšne, kot smo, je ta software, ki ga imamo vse, zelo težko kar tako preseči.
In tudi, ko gledamo, ne, kaj vem, nekatere skrbi pa strahove pri otrocih, ne, se zelo lepo vidi, kako pravzaprav se pojavljajo v določenih starostnih obdobjih, takrat, ko so otroci... Razvojno naravnane Razvojno, so, ne? in pogojene. Se pravi, takrat pravzaprav, ko se otroci soočajo z nekimi novimi izzivi v življenju, takrat se pojavljajo določene skrbi pa strahove. Se pravi, tisto, kar jaz ne verjamem v to, da je lahko otroštvo brezskrbno, se mi pa zdi, absolutno je pa pomembno, da kot odrasli ali kot pedagogi ali kot starši, pa da se znamo na te njihove skrbi, strahove odzivati, ampak ne tako, da pravzaprav smo mi tisti, ki potem namesto njih predelujemo. Mi moramo biti tisti, ki jim pomagamo te stvari predelovati, zato da se jih naučijo predelovati sami, zato da jih potem te vzorce odnesejo naprej v življenje. Ampak meni se zdi, da so pravzaprav, ali pa bom rekla, ker smo, zelo slabo opremljeni s tem tudi odrasli. Odrasli pravzaprav imamo en kup svojih strahov, frustracij, nepredelanih stvari, nekje uskladiščenih, a ne? In zdaj mi predstavljamo tisto trdno oporo otroku, pa sami nimamo stvari pospravljenih, če tako rečem, ne? Pa zdi se mi, da je tega zdaj v zdajšnjem času še več. Tako kot je že gospa napovedala, Eva, dejansko je korona še dodaten pečat temu pustila. Pa po mojem ne samo korona, nasploh tale čas, ne, sej tisti trenutek, ko je korona pa malo zginila z naslovnico, pa na naslovnice je pa prišla vojna, pa kriza, recesija, pa se pravi, ves čas se pravzaprav nekaj nalaga, kar vpliva na nas odrasle. Otroci so pa seveda tako kot eni veliki sprejemniki z velikimi očki, z velikimi uhli, ki pravzaprav vse tisto, kar se pri nas dogaja, kar se z nami dogaja, sprejemajo in to seveda vpliva na njih, ne. Ampak se mi zdi ena od zanimivih reči, ki jih opažam, da je ena od stvari, ki najbolj skrbijo pravzaprav starše, danes starševstvo samo, ne. Ta občutek, joj, kaj bom pa jaz zdaj naredil, ne, in ta reč, ki se dogaja pravzaprav tisti trenutek, ko zvemo, bomo imeli otroka, zdaj pa treba iti v knjižnico po milijon enih priročnikov, da pravzaprav postanemo strokovnjaki, približno tako kot kuharske bukve, ne. Pa ta percepcija se mi zdi pomembna, ne. Starši zdaj dojemajo sebe kot nekega varuha vsega, kar bi se lahko biti potencialno otroku slabega zgodilo. Seveda se učijo prek raznih forumov in tako dalje in tudi po knjigah, a ne, s tem, da nimajo neke presoje ali pa nekega okvirja, kaj je tisto, kar je zares prav in kaj je tisto, kar je modno, trendovsko in tako dalje, a ne. Predvsem ta hiperprotektivnost pa otrokocentričnost sta dva taka izrazito dominantna pojma, ki se zdaj pojavljata še vedno in tudi starši so pripravljeni za to, da otroka zaščitijo iti preko vseh mej in tudi preko, bom rekla, zdravih okvirov neke zaščite, a ne. Ja, mislim, se komu pa hočemo dobro v življenju, če ne svojim lastnim otrokom, ne? Ampak absurd je ta, ne, da potem pa pride do tega, da dejansko poskušamo nehote otroka zaščititi predvsem, kar je lahko slabega, kar je lahko neprijetnega, rešujemo dostikrat starši, njihove težave, njihove stiske, ko se otroci, ne vem, na igrišču sprejo, stopimo mi noter, začnemo mi reševati, to ne pravim, da ni treba, ne, ko pride nekaj, česar otroci ne zmorejo, seveda, ne, ampak na drugi strani pa pravzaprav s tem odvzemamo pa otrokom tisto dragocene učne izkušnje, ko se morajo sami soočati s stiskami, sami soočati s strahovi, včasih tudi kakšen konflikt sami rešiti, ker je to preprosto tista nujna učna izkušnja, ki jim bo pomagala razviti mehanizme, s katerimi se bodo kasneje lažje soočali, ker nas preprosto ne bo več zraven. Mogoče ena taka zanimiva izkušnja, ki se je meni zgodila, ko sem imel jaz otroka v vrtcu, ne. Smo imeli roditeljski sestanek, smo obdelali vse točke, potem je pa prišla točka razno in je rekla vzgojiteljica, kaj pa, če bi se mi zdaj tako dogovorili, da bi recimo se enkrat neformalno dobili starši, pa bi gospod pa gospa Musa, ker sta oba psihologa, si predstavljate, bogi otroci, dva starša psihologa, ne, pa bi ostali starši napisali, kakšne imajo težave, stiske, strahove, vidva bi pa razložila, kako ste jim handla. Sem rekel, super, sem rekel, prav rad bi videl, da bi se dobili, pa da se pogovarjamo, ker včasih bi res zvedel, kaj pri drugih deluje, imam občutek, da pri meni vse, kar probam, nekako tako
Tako. Ne, to je to, ne. Ja, ampak je, ne. Treba se strinjava, da je izprijaziti, lažje z drugimi upravljati, ker nismo Absolutno. čustveno upleteni, ker starši nikoli nismo racionalni, vedno smo malo čustveni, to je dejstvo. Ne. Tako da tukaj je verjetnost ta tretje osebe, a ne nekega strokovnjaka, je pač dodatna vrednost, ki jo pač moramo upoštevati. Mene pa zanima, zdaj pač ugotovila sva, da je precej problema o tem, kako so starši opremljeni s tem svojimi znanji, kako se soočajo s strahovi pa skrbi. Že tako mi je bila zanimiva, ne, to, da nas, rečemo, da nas tarejo skrbi, ne. Tarejo že da neko, bom rekla, ta prizvok neke stiske, si predstavljamo tiste orehe, kako jih stremo, ne, in ja, dejansko skrbi na nas tako delujejo, ne. In zdaj en starš, ki je poln skrbi, ima zraven otroka s svojimi taki minimalistični po njegovem mnenju skrbmi. A veste, da je mene strah teme, to se eno staršo lahko zdi tako banalno, a dej nehi, a ne rečejo, pa nič ni, a veš, dej luč pažgi, a ne tako. Hitro želimo otroke odpraviti, zato ker ni časa, ker ne vemo kako, pa ker se nam naši strahovi in skrbi zdijo toliko večji, a ne. Ravno to je pa tisto, kar je najbolj narobe, je res. Ja, mislim, ja, seveda, ne, logičen je, naši strahovi, naše skrbi se nam zdijo v bistvu ogromne, tudi zaradi enega preprostega razloga, ker tisti, ki smo zdaj starši, pa mislim tukaj recimo naju, pa recimo nekatere tudi mlajše starše od naju, ne, mi smo pravzaprav verjetno tista generacija v zgodovini, ki smo živeli v enem res relativno mirnem, varnem obdobju, predvidljivem obdobju. Potem je pa zdaj v zadnjih 3 letih ta predvidljivost čez noč spuhtela. Ja, znašli smo se v situaciji, mi odrasli, na katere se otroci zanašajo, pa nas gledajo kot ene stebre, pa svetilnike mirnosti, pa stabilnosti, in smo naenkrat postali panični, znašli se nismo vedeli, s čim se soočamo, in seveda te naši strahovi in skrbi se nam zdijo strašno veliki. Ne, saj so. Dejansko so. Ja, pa predvsem se lahko manifestirajo kot jeza, ne. Otroci težko potem sploh izluščijo, da je zadaj strah, ker ljudje agresivno pristopajo, ampak zaradi strahu, ne zaradi jeze kot take. In ta strah v bistvu ga moramo najprej prepoznati in obesediti, da ga lahko razumemo. To se mi zdi pomembna reč. In tukaj se mi zdi ena od najbolj bistvenih reči ta, da otrokom damo možnost, da obesedijo, da spregovorijo o svojih občutkih. Včasih se mi zdi, da seveda starši vemo, koliko so pomembni pozitivni občutki. In ko otrok začne izražati pa nekaj negativnih občutkov, ali je to jeza, ali je to strah, potem pa poskušamo pravzaprav jim pomagati na ta način, da zmanjšujemo to. Ja, minimaliziramo. To je pravzaprav tista napaka. Otrok dobi nazaj povratno informacijo, da pravzaprav z njim nekaj narobe. Da z njim nekaj narobe, ker ene stvari, ki pravzaprav so čisto nepomembne, pa se pa njemu zdijo tako blazno pomembne, recimo to, da je mogoče pod poslo ena pošast, ali pa da mogoče, ne vem, v bistvu tako njegov strah stopimo nanj v bistvu in dodamo dodatno težo, čeprav razumem, v bistvu je tako na nek način. In tudi nehote to počnemo, recimo v tem času korone, pravzaprav dostikrat nismo razumeli, da s tem, ko razlagamo, tudi kot smo v šolah razlagali otrokom, da je to, da se otroci zaščitijo, pomembno, ker s tem zaščitijo svoje stare starše, da je to nastavek za občutek otroka, stari starši so zboleli, nekaj hudega se jim je zgodilo, kaj če sem jaz skril, kaj če jaz nisem zadosti pazil. Treba je zelo paziti, otroci so zelo centrirani na sebe. Senzibilni, predvsem, oni res to vse vidijo, tudi te strahove preberejo, samo ne vejo zdaj, kako jih obesediti, in se mi zdi, če nekaj obesedimo, zgubi pol teže, to je res. Besedišča pa ne poznajo in tudi odrasli smo včasih šibki na tem področju. Če zdaj recimo vprašam tudi vas gledalce, sami pri sebi recimo, kaj je tisto, kar me zdaj žuli, kaj je tisto, kar me tare, sej vemo, občutek zaznamo, ampak a res, če zares znamo izluščiti bistvo. Običajno se stvari kar nacepijo skupaj in ta strah raste in potem nekoč tudi lahko preraste v neko tako patološko stanje, v bistvu, ker treba pa res zdravstvene obravnave in potem, bom rekla, tega vašega kliničnega znanja tudi. Je pa tudi je kar dragoceno to, recimo, da imamo možnost, če jo imamo. Seveda ja, ker konec koncev smo mi že tisti, ker včasih imamo težave obesediti te naše občutke. Mogoče tudi zato, ker v tem našem prostoru, tudi kulturnem prostoru, to niso stvari, o katerih bi kar govorili, pa jih na pladnju okrog raznašali. Malo tabuizirano je, ne? Ja, enkrat sem
kaj vem, svakinja živi v Ameriki in smo se enkrat že leta ali pa leta nazaj pogovarjali, ne, pravzaprav pri nas, ko me zob boli, grem k zobarju. Tam, ko je zob nekoga boli, je šel najprej k terapevtu, pa še lepo k zobarju. Niso imeli težave govoriti o svojih občutkih, o svojih strahovih, tudi bolečinah in tako naprej. Mi pa kar da je to nekaj, kar je pravzaprav za sebe intimno, ne? In je, res pravim, meni se zdi sila pomembno, to, da kot starši, pa tudi pedagogi, ne, se pravi, damo prostor otrokom, da spregovorijo o seveda vseh tistih pozitivnih stvareh, ker je super, da jih spodbujamo na pri teh občutkih hkrati, ne, pa da imajo možnost spregovoriti o tistem, kar jih žuli, brez občutka, da jih bo nekdo za to mogoče obsojal ali pa rekel, se to pa ni nič. Ali pa se jim posmehoval, ne, ker to je, ne. Ja, ker recimo jaz imam tukaj s sabo en tak kozarec in noter so taki pisani kamenčki, ne. Ko hodim na nastope v vrtce in šole, predvsem prva triada, se vedno pogovarjamo ali pa pogosto tudi o strahovih in v tem lončku nosim različne strahce, zato so različnih barv, ker ko strah dolgo časa takole mečkaš, ne, pa če je velik, postane tak majhen in jaz rečem, se spremeni kot tak barvni kamenček in tukaj noter so taki strahci, recimo eni so recimo nekdo se teme boli, vidite tukaj črn, pa recimo tale zelen od aligatorjev, ne, pa potem še drugi, ne, recimo tale rumeni od palačinka, veste, nekateri se bojijo takih stvari, ki se drugi ne, nekatere so pa malo bolj pogoste, ti strahovi. In ko to otrokom govorim, se vedno najde kdo, ki reče, ja, jaz se tudi bojim, ne, in se s tem odpre. In potem, ko reče on, jaz se pa bojim, ne vem zdaj česa, ne, pa reče drugi, to pa ni nič, ne. In jaz rečem, ja, ampak ljudje se bojimo različnih stvari, ne. Mene je zdaj strah, ko sem tukaj, recimo tebe je strah teme, tebe je strah ne vem česa, da se boš prehladil, ne, in tako nekoga je strah, recimo, strah graha, recimo, ne, ali pa ne vem česa, ne. In potem ugotovimo, da imamo vsi različne strahove in vsi so enako pomembni. In potem otroci tudi tako povejo, ne, rečejo recimo, mene je strah teme in jaz sem enkrat napisala pravljico, v kateri netopir, ki živi v temi, reče, pa sej s temo ni nič narobe, samo svetla ni. Res je, ne, temna je, ne. In potem se vedno oglasi kdo od otrok pa reče, ja, sej lahko luč prižgemo. Res je. Pa se potem kdo drug oglasi pa reče, ampak tema ostane v omari, pod posteljo. In to so ti otroški strahovi, ne zmagaš, ker imajo toliko domišljije, da oni vedno najdejo še eno možnost. In potem sem se ukvarjala s tem, kako zdaj to presežta, ne. Sej mi skušamo rešiti, recimo nekako smo opremljeni, ampak otroci imajo bistveno več idej pri tem, ne. Ma ja, to je ena stvar, ne. Druga stvar, a lahko jaz pa še kaj dodam tja noter? Seveda, absolutno, prostora je še pol kozarca. Da se ne treh svojih znebim, tale s palačinkami me je na nekaj spomnila. Ena stvar, ki se mi zdi mogoče tudi še pomembna poleg tega, ja, eno je ta otroška domišljija, druga je pa še ena stvar, ki nas včasih starše zmede, ko pravzaprav začne otrok naenkrat na eno stvar se odzivati pa reagirati drugače, kot se je prej. In imamo avtomatično občutek, kaj se je pa tukaj zgodilo, kaj je bilo pa, kaj pa tista travma, kaj vem, recimo imate pravzaprav majhnega otroka, ki je še 2-3 mesece nazaj, ne, ko so prihajali novi ljudje v hišo, ne, se pravzaprav kazal eno radovednost, se smejal, čeblal z njimi, ne, naenkrat se pa zdaj zgodi, ko prihajajo novi ljudje, da pa pravzaprav se odzove previdno, se umakne in tako naprej. Ali pa še celo zajoka, ali pa zajoka, ne. Zbega starše. Ja, in potem imamo takoj občutek, kaj se je zgodilo, ali kakšen neznanec, kaj groznega mojemu otroku naredil, ne, načeloma ne, načeloma je preprosto samo to, ne, da smo naravnani, tako kot sem rekel na začetku, ne, evolucija nas je tako naravnala, da se recimo strah pred neznanci pri otrocih pojavi pravzaprav takrat, ko otrok nekako postane avtonomen, ko shod, ko začne samo okrog hoditi, ker prej je bil ves čas v varnem zavetju mame. Tako zazna, da je on drugačen kot drugi oziroma da je druga oseba, ne. Zdaj je pa ta strah pravzaprav naravnal otroke, če gledamo nazaj tisočletja, pred tem, da bi odjadrali predaleč stran od mame in enostavno je to en preprost evolucijski mehanizem, nekdo neznan, ne, gremo nazaj k mami, v varno zavetje. Ali pa kaj vem, recimo otrok, ki je pri letu pa pol, 2 letih, recimo,
recimo kazal blazen interes za pse, mačke, vse okrog, zdaj pa naenkrat zagleda psa na sprehodu, zagleda nekaj kosmatega na sprehodu in zajoka. Ne. To pa spet, ne, a je v vrtcu, kaj je imel kakšno izkušnjo? Ja, pogosto je to, ja. In takoj pridemo v vrtec, a se je kaj zgodilo, a je kdo napadel mojega otroka? Pa niste mi povedali, to rečejo tudi. Ker je sprememba tako očitna in tako nenadna. Ja, in to so spet te evolucijske stvari, razvojne stvari, ki se zgodijo in je zelo pomemben, da pravzaprav to vedenje pa znanje kot starši imamo, da nas ne ujame nepripravljene. Tako kot sva se prej pogovarjala o receptih, meni grejo strašno na živce vzgojni recepti. Ampak jih pričakujejo, ne, starši. Tako hočem reči, recepti sami po sebi za vzgojo so približno tako učinkoviti, kot če grem jaz v trgovino kupiti tisto majico, ki piše one size fits all, se pravi, ena velikost je za vse. Argo juha zagotovo uspe. Ja, nobenmu zares tista majica ni prav. In zelo podoben je z vzgojnimi recepti, so univerzalni, ampak to pa ne pomeni, da ni pa dobro vedeti, pa biti naučen, pa brati. Se pravi, da jaz vem, kaj pričakujem, kaj je pravzaprav tisto, kar je čisto razvojno, normalna reč in me ne more sti razpraviti. Jaz vedno rečem vzgojiteljcem, da je zelo pomembno, da starše pri teh stvarih prehitimo. Sicer zdaj to včasih izpade tako, kot da zdaj priredimo zadeve, ker siguren boste nekaj naredili, za tiste, ki so bolj skeptični. Gre namreč za to, da otrok, tako kot ste rekel, hodi zelo rad v vrtec. In je zelo milušteni tudi vzgojiteljci in potem nenadoma se začne jokati. In starš seveda pomisli, kar je logično, nekaj narobe. In ko vzgojiteljica takrat otroku razlaga, oziroma staršu, da je to razvojno in da je to običajno in normalno, ker je ta separacijski strah tam nekje okrog leta pa pol dve, se pojavi, a veste, takrat starši ne verjamajo, nekaj nam prikrivajo. To je tudi ena ta skrb, nekaj se dogaja, zdaj pa hoče oni zminimalizirati. Dejstvo pa je, da bi mogli biti starši takrat pozorni, ker otrok običajno joka tudi, ko gre mama iz prostora, ko se nekdo odpravi v trgovino, tega pa ne zaznajo na isti način, ker niso toliko občutljivi na to, pa vedno ostane še oči ali pa nekdo, ki ga otrok zares dobro pozna. Skratka, strahovi so razvojni, imajo neke mejnike, največ tistih strahov, ki smo pa prej začeli govoriti, ki so najbolj zanimivi, pa največja uganka, se pa pojavi tam nekje okrog 4. leta, ko otrok začne sebe dati isto trmo čez, veste, takrat začne sebe zelo dobro se postaviti, to sem jaz, to ste pa drugi, jaz pa nisem to, in takrat se začnejo pa te domišljijski strahovi. Te so pa kar izziv za še tako spretne pedagoge, se mi zdi, in tudi psihologe. Pa tudi cel spekter jih je, Ja, mislim, sej v končni fazi je tako, pa je človek najbolj bistra stvar v vesolju, nisem čist prepričan, vedno naj bi bil, ampak če pogledamo tega človeka, ki naj bi bil najbolj bister, bolj kot so tele naši otroci, ki se jim vse možne sinapse še oblikujejo, delajo, in bolj kot so naravnani k razvoju domišljije, idej, bolj pravzaprav ga ni bitja, ki bi v to smer šel. Pa tako hitro, ta domišljija, seveda, ta domišljija dela 100 na uro in seveda, tako kot se ta domišljija naveže lahko na kjerokoli drugo stvar, se lahko naveže tudi na neprijetne stvari. Posebej tiste, ki so malo skrivnostne, tiste, ki so malo strašljive, se v končni fazi... Pa ker ni rešitve na koncu. Meni se zdi vedno ta nerešljivost, kako je ta tema, ki vedno nekje ostane za eno špranjo. To je recimo, ali pa ta recimo mi je bila tudi zanimiva, čisto iz prakse, recimo volk, bo prišel volk, ta je tudi dosti pogosta, se mi zdi, in pa sem jaz rekla, se ne more, veš, da se je ograja zaprta. Ja, sam vrata se pa odprejo, res je, Ok, vrata se res odprejo, ampak imamo še ena vrata, ampak tudi tista se odprejo. Se imamo zaprta, pa zaklenjena. Ja, ampak okna se odprejo. Ja, res je, In to se lahko v nedogled, ker bi bil volk načeloma lahko že noter, kaj pa zdaj, No, skratka, tudi če vse pogledaš, ta volk lahko nekje je, In potem, recimo, jaz sem to rešila na tak način, da sem rekla potem otroku, kaj pa je tisto, kar je še hujše od volka, kaj bi bilo še bolj strašljivo, da se je otrok sam spomnil in rekel, edin tiranozaur, ta je pa res, ki ima pa še več zopa, In potem sem se rekla, zdaj ga pa ti nariši najbolj strašnega, toliko strašnega tiranozaura, da bi se ga še tiranozaur ustrašil.
in ga je narisal, ker ga je sam vizualiziral in narisal, ne? In smo ga potem nalepili na okno, tako da ga je sam videl, tisto je pa potem delovalo in se je zadeva presegla. No? Tako da je ti strah potem odšel, ker a ne, ko pa enkrat volk zagleda tega tiranozaura na oknu, ne, ko ga je videl seveda otrok tudi sam, tisti tiranozaur je bil pa ta prava barijera, no, da ni šlo več čez, ker je v bistvu ta strah sam premagal. Na nek, bom rekla, njemu kakšen primeren način, no, ki ga je razumel. Tukaj je problem, ne, starši vsiljujemo svoje rešitve, pa niso dobre, ne, če se da vrata odpreti. Ne, to je to, no. Tako kot smo se že prej pogovarjali, ne, to se mi zdi pomembno, ne, da pravzaprav jim damo možnost ubesediti, hkrati pa, da jim pomagamo na nek način strategije najti, razviti sami, kako pravzaprav te svoje strahove premagajo. Pa to so, ne vem, to so lahko zelo različni strahovi. To je lahko strah pred globoko vodo, strah pred temo, strah pred čimerkoli drugim, ne. Jaz ne bom nikoli pozabil, pravzaprav imel sem enega znanca, ta znanc je imel 2 otroka in on je bil blazno navdušen potapljač, ne. V bistvu je otroka dal na en tak gumijast čoln in jo odpeljal daleč stran od obale, tista 2 otroka sta bila gor, potem se je pa on potopil, da globok pod vodo, ne, in je šel školjke tavhat, ne. In z obale smo opazovali, par sekund po tistem, ko se je on potopil, sta začela otroka neutolažljivo jokati, ampak jokati tako, da se je slišal čez res. Do obale. Tisti trenutek, ko je on ven pogledal iz vode, sta se začela otroka smejati, vsa srečna, ker je prišel nazaj, pa še školjke je prinesel. In ko je prišel nazaj, sem mu rekel, ti veš, kaj se dogaja? Je rekel, ja, čista navdušena, ne, ki ima prinašal ven te školjke, ne. Rekel, ne, otroke je groza, ne. Otroke je groza. Tako je z ognjemetom, si reče, zraven pa 3 jokajo, sam ki ne slišimo, ne. Mi moramo razumeti, da je situacija, kako otroci vidijo svet okrog sebe, drugačna. Skozi svoje izkušnje, pa še nekaj, za njih je pravzaprav vse skupaj konkretno. Otroci razmišljajo konkretno, ne na ravni tiste abstrakcije, ki jo potem še tam po enem 10. letu pravzaprav začenjajo razvijati. Za njih so vse stvari konkretne, tako in zdaj, in za njih je seveda tisti volk, če on razmišlja o tistem volku, je tisti volk čisto resna reč. Ja, in je tukaj in zdaj. En tak primer imam tudi, recimo, kaj se lahko zgodi, to je tudi ena taka en trd oreh, ki smo ga uspešno rešili, ampak bolj po sreči kot, bom rekla, znanju. Namreč ena deklica se je strašno bala vil. Ona ni hotela iti na predstavo, niti ni hotela pravljic poslušati, ker se je bala, da bodo vile. Ampak meni je bilo jasno, kaj vile, pa zakaj vile, v čem je ta problem teh vil. Bolj smo ji razlagali, da so to prijazne, dobre vile, slabše je bilo, ne, ona ni hotela, ona jokala, strašne napade, panike je dobivala in tako. Nakar smo rabili kar kakšno leto in več, da je ona to lahko besedila. Ona je nekoč, ko je bila še mlajša, videla, kako je v eni, a veste, televizijo imamo ves čas prižgano, ne. Ona je videla, kako je nekdo z vilami zabodel nekoga. Taka stvar, ki jo vidiš, a veste, takole spotoma na eni kriminalki, a ne, in ona si je zapomnila, da so to vile. In seveda v pravljicah so tudi vile, otrok pa ni bil sposoben zdaj ločiti, da so to različne vile in ona ni hotela niti pogledati in ta strah je bil tako globok, ne, da tudi če si samo omenil, da bi lahko pokazal, kakšne vile so, je rekla ne. In ta ne je bil tako, ne, zaprte oči in kričanje, ne. Recimo na tak način vidimo, kako lahko nastajajo strahovi, spotoma nehote, se veste, svet okrog gre naprej, a ne, otroci postanejo v trenutku zaradi tega ohromljenega strahu, a ne. In to je tisto, za kar se moramo pogovarjati, da lahko to presegamo, no. In se mi zdi, da tukaj psihologi so seveda v pomoč, ker znajo več, ker na starše računa, da bodo znali vsi vse, seveda ne moramo, a ne. Ne pa, da bi želijo si pa, ne, seveda, zoprno je, če otrok zdaj joka, ne, in da pa tudi v končni fazi se počutimo tako nemočne še mi z njimi, ne. Ja, zdaj tako, takih primerov je veliko. Katere recimo strategije vi kot psihologi uporabljate? No, to me pa vedno, to bi bilo meni tudi nekaj, kar bi želela vedeti. Jaz? Ja. A zdaj ali? Mislim, zdaj, tako, ko so bili otroci še majhni, pa mogoče tudi kasneje šolski otroci, no, mogoče ima kdo tudi šolske otroke. Jaz sem imel pravzaprav veliko srečo, da moja otroka kakšnih zelo velikih specifičnih strahov pravzaprav nista imela. Spomnim se svojega lastnega strahu,
In sicer je pravzaprav zadeva zelo podobno nastala, kot to enkrat se spomnim, ko sem bil otrok, smo se peljali zvečer proti domu, bile so ene poplave takrat, peljali smo se z avtom ob neki vodi, ki se mi je zdela grozen strašna, grozen globoka, grozen deroča in jaz vem, da sem pravzaprav imel od takrat naprej točno ta strah, ampak hecna reč je ta, da se mi še zdaj zgodi, če se peljem proti Litiji na tistem ovinku, se ne počutim fajn. Ne? Je še vedno neka ta stiska. Se pravi, bistvena stvar, no, ki sem jo jaz poskušal pri svojih dveh otrocih početi, je točno to. Ne? Ko sem začutil, da je nekaj, ko se mi je zazdel, da je nekaj, pogovarjati se. In druga stvar, včasih pravzaprav je zadeva takšna, ne, da starši imamo eno vlogo, ki mogoče je treba včasih malo stopiti nazaj, pa potem otroku kaj drugega dati. In kadar sem ocenil, da ima ta otroka mogoče kakšno zelo specifično reč, ki bi bilo fajn predelati, sem šel v knjižnico pa poiskal kakšno fajn slikanco, kakšno fajn knjigo, ker se mi zdi, da je to lahko tudi eno super orodje. Ne? Se pravi, za vso domišljijo, ki jo otrok ima, ko pravzaprav soustvarja zgodbo v svoji glavi, ko bere slikanco, ko bere knjigo, lahko marsikatere občutke, marsikatere strahove predela na ta način. Seveda pa ves čas tudi biti zraven, pa stopiti, se pogovarjati. Ne? Ampak hkrati ne biti pravzaprav tisti, ki razlagam otroku, ne, veš kaj, ne tako je, kaj jaz, ne. Moraš razumeti, pa včasih je prav, včasih je pa malo terapevtsko se tudi tja spustiti v otrokov svet. Ne, sem vedno to jemala kot besedno igro, no, tako kot ta primer s temo, ne, da vidiš, do koliko daleč seže, ne, ker to so take, bom rekla, takrat šele vidimo, koliko široko otrok lahko razmišlja in na kaj vse je pozoren. Otroci so izredno pozorni na detajle, ne, in zdaj, ko smo že omenila knjige, seveda ne moramo mimo tega, da kakovostna knjiga ima ogromno še dodanih sporočil, ki jih morda na prvo žogo mi ne vidimo, otroci pa dejansko jih, ne, zato to, ko govorimo o kakovostni knjigi, to ne pomeni seveda trde platnice pa dober papir, ne, ampak res ta vsebinska kakovost in kakovostna ilustracija. No. In se mi zdi, da če imamo res pravo knjigo v rokah, oziroma več takih, saj teh knjig je kar nekaj na voljo, niso pa vse dobre, se strinjava, ne, je zelo dragoceno, ker odpira debate, širi obzorja in predvsem besedišče. Meni se zdi, da je besedišče nekaj, kar rabimo tudi najprej mi odrasli, da sploh lahko komuniciramo z otrokom. Pa še ena stvar, sem se jo zdaj le spomnil, pa jo prej pozabil omeniti, pa smeh. Ja. Pa smeh, ker v bistvu katerakoli stvar, tisti trenutek, ko se ji nasmejimo, ni več grozna. Pozabil sem to strategijo, vem, da enkrat, ko je en od znancev, no, njegov sin je imel težave z enim nasilnežem v šoli, ne, se pravi, je bilo kar precej bal se enega fanta do te mere, da mu je bilo res že težko v šolo hoditi. In potem smo se pogovarjali, ta znanc je prišel parkrat do mene, rekel, da ne ve, kaj bi naredil, pa sem rekel, daj en tak preprost trik, ne. Naj si ta tvoj sin predstavlja tega svojega sošolca, ki se ga boji, naj si predstavlja tega svojega sošolca, da je nekaj grozen slabega pojedel, grozen mu je obležal v želodcu in strašno ga je pognal na stranišče. A to so tiste, tako kot si šefe v baletnih krilcih. In potem šefe v baletnih krilcih ali pa nasilneže v kakšni situaciji, ki pravzaprav ni več strašljiva in to razbremeni strah. No? Ja. Ne mislim to prodajati kot univerzalni recept, ampak to je bila ena konkretna situacija, ko pravzaprav se en otrok nečemu, kar je bilo zelo grozen, kar je bilo zelo strašljiv, pa malo nasmejal in predelal na drug način in je bilo potem pravzaprav malo lažje. Ja, vse teh strategij je več, ne, pa res ne moramo reči, katera bo komu ustrezala. Recimo tudi odrasli, ne, zdaj vidimo, ne, mi smo športen narod, rečemo, ne, ogromno ljudi teče. To je tudi en način, kako presegamo te stvari, stiske, recimo tesnobe, ne.
Potem je tudi recimo druženje, zabava, cel kup teh strategij je, ne. In zdaj, ko smo že prej omenjali tudi ta koronski čas in vse tole, dejansko bolj, ko se zapiramo, bolj, ko se oddaljujemo od drugih, slabši, a ne. In kdo je tisti, ki na koncu ostane, recimo, če se vrnemo k otroku, izključno starš z otrokom. In takrat je pomembno, da ga posedamo k sebi, da ga stisnemo, da mu povemo, da smo tukaj zanj, a ne, in da potem pač od to ubesed. In recimo en tak dogodek, ki se meni zdi ljub, je to, da se posedeš na kavč z dekco, a ne, pa s knjigo in to se mi zdi, da mislim, je zmagovit recept, no. Zame je to zmagovito, ker potem šele otrok začne tudi razmišljati izven teh svojih stisk in se odpre. Ja, ne, to je pa tista ključna stvar, no. Ja, da pravzaprav začuti tisti občutek varnosti, ja. Občutek, da pravzaprav pa ima eno gnezdo, kamor se lahko Tako, ki bo vedno zanj zateče, ja. ko bo tudi že v penziji. Ko se bo svet polomil, takrat pa lahko, ne. Tako da, ja, ne, sej, to pravzaprav vsi rabimo in ja. tisti svoj zapik, ne, in to se mi zdi ključna stvar. Neko pribežališče, ki ga pa doma ustvarjamo. Da ta svoj zapik otroci imajo doma, ne. In jaz mislim, da je to tisto, čemur smo na začetku rekli, brezskrbno otroštvo. Vsi potem čez toliko let, ko je ta distanca časovna, rečemo, koliko je bilo fino, ko smo bili majhni, ne, smo pa mi to imeli, ne, to brezskrbno otroštvo, to je pomenilo tisto objem, tisto crkljanje, ko smo se imeli fino, ko smo lahko dali to iz sebe, oziroma za nekaj časa je bil ta zapik in ni svet obstajal. Pa potem smo zaljubljeni, še to pride, če imaš srečo, ne. Ja, to sem mislil reči, točno to, ne, ker na srečo še ena stvar je v zvezi z našimi možgani. Naravnani smo tako, da pravzaprav s časoma tiste manj prijetne stvari pozabljamo in nam ostanejo tiste dobre, prijetne, ne. Če grem malo nazaj v zgodovino, zame je bil pravzaprav najbolj neprijetno obdobje v življenju za mene je bilo, ko sem bil v vojski. En let sem bil daleč od... To verjetno večini moških, ker to vedno te debate ven prihaja. Marsikomu, ampak hecna reče, da je bilo takrat grozno. Ko se pa zdaj dobimo, se pa smejimo, pa si pripovedujemo tiste anekdote o tem, kako je bila ta reč smešna, pa ona reč smešna, ampak tako smo naravnani, ne. Ampak ta smeh je tisto, kar sem prej govorila, ne, terapija, ki jo še vedno znova v bistvu zdaj predelujete pravzaprav to. In tisto, kar je po mojem zdaj, ko smo pri palačinkah, si predstavljate to travmo, ko sem mogel za celo ladjo ljudi napeč palačinke. Pa sem pa ta prav strah omenila. Mogoče je to ta. Ta travma, a mi bo uspel, a mi ne bo uspel, a bo okej, a ne bo. Ja, strah je lahko povezan tudi z odnosi. Ni nujno, da je neka zunanja stvar, ne. To sem mislil reči, ne. Velika večina tistih strahov, ki jih pravzaprav naši otroci danes imajo, ali pa otroci v današnjih vrtcih pa šolah imajo, bodo s časoma izzveneli, ne. Tisto, kar jim bo pa ostalo, jim bo pa točno to ostalo, kar ste omenili. Ta občutek pravzaprav ene varnosti, ene sprejetosti, nečesa, kar jim, pa tisti vzorci, ki jim jih pomagamo razvijati. No, tako da to no, sej tukaj pa potem še ena dilema, ne, ki se pa tudi v bistvu treba pa vprašati, kaj pa v teh primerih, kadar imamo doma res problem. Zdaj pa govorimo o nefunkcionalni družini, se je kaj groznega zgodilo, naj bo ločitev, naj bo smrt v družini, nekaj. To so pa te tabuizirane teme, ki jih pa zelo neradi načenjamo, ne, ker niso niti, težko se smeješ na te stvari, a ne, dejstvo, da težko to presežeš, ampak kako pa takrat so pa otroci običajno malo pozabljeni, ne? Ker sama družina, to zatočišče ne funkcionira sploh. Kdo bi mogel takrat biti tisti, ki bi nudil oporo? Načeloma so pedagoški delavci, če to zaznajo, pa če starši sploh povejo, ne? Kaj pa recimo, kdo bi še lahko oziroma na kakšen način se lota? To, da rečeš otroku, joj, koliko je prva zgrozen, to zagotovo ne deluje, to vemo, ne? Ampak kako, ne, kaj? Jaz mislim, da je ena stvar, no, ne glede na to, koliko smo včasih kritični, pa koliko jamramo, ne, jamranje je en tak slovenski nacionalni šport. Dobar, to paše. To paše, ne. To je terapija. Tako, ampak jaz mislim, da so po večini, ne, naši pedagoški delavci, se pravi vzgojitelji, učitelji, so razmerno kar dobro senzibilizirani, opremljeni s temi znanji, da znajo pomagati in prepoznati, ker dejansko se včasih zgodi, da se staršem zruši toliko stvari na glavo, da imajo toliko dela sami s sabo, s svojimi lastnimi skrbmi, problemi, da preprosto otrok ostane nekje zadaj, ne. In takrat
Zato je dobro, da so pravzaprav pri nas, da je velika večina pri nas otrok vključenih že v vrtce, da se potem, že zelo v rosnih letih, da imamo to recimo, česar nimajo niti vse evropske države, se pravi mrežo svetovalnih služb po šolah. Zelo lahko dostopno pomoč. Zelo lahko dostopno, pravzaprav pomoč. In se mi zdi, da je to tista dragocena reč. Ne? Se pravi, ko pravzaprav mogoče odpove ta prvi stebriček, da so pa pravzaprav drugi stebrički, ki lahko pomagajo. Backup plan, v bistvu, kadar je tako. Da otrok res ne ostane na čistini z svojimi strahovi, pa strati še z vsemi drugimi, ker tako, kot sem rekel prej, prej, ko sem govoril o primeru staršev, pravzaprav, ko je v družini, ko gre v družini nekaj narobe, se dostikrat otrok z vsemi tistimi strahovi, ki jih ima zraven, obremenjuje še s tem, kakšna je moja vloga in koliko sem pravzaprav jaz kriv za to, da se starša zaradi mene kregata in tako naprej. Ja, ali pa da je z nečem povzročil karkoli od tega, to so res take največje stiske, ki jih odnesejo tudi odraslost, ker jih zelo težko ali pa običajno ne predelajo. In to je tudi tisto, kar v najstništvu najbolj v bistvu obremeni njihovo v bistvu normalno funkcioniranje. To poznamo vsi v bistvu, kako to gre. Ja, in recimo zdaj, ko sva že pri tem, če mi ne moramo govoriti o tem z otrokom, ne vemo, kako bi, imamo knjige za to, da si s tem pomagamo in da tudi knjiga je tisto v bistvu nek, kaj se reče temu, transferno, zato da lažje tudi mi ubesedimo vse svoje. Skratka, midva sva zdaj veliko načela, veliko govorila o tem. Če imate kakšne take, tako kot je rekla gospa na začetku, če imate kakšne take osebne stiske, vprašanja, bova na stojnici založbe Grafenauer, lahko vprašate, vabljeni. Vseh rešitev ne bomo našli, zagotovo pa take, da bodo izhodišče za naprej, za razmišljanje in za pomoč, ker vsaka pomoč je dobrodošla, kadar gre za res tiste strahove, ta prave. Tako da hvala lepa gospodu Musa Klešniku. Skratka, naj vas ne bo strah, naj bo dan lep, kupite si lepe knjige in odneste to pozitivno energijo domov. Ker tudi, če samo kdaj presekamo, pa se malo nasmejemo, je boljše kot nikoli. Tako da srečno.